Prešeren, Kosovel, opazovalnica. Sam zate, Jure. Ta se mi je zaradi tega dopadla. Ta. Pika na i se temu reče. Kdo daje navodila, da se na provokacije ne odziva? Amerika, recimo, reče, z teroristi se ne pogajamo. Ja, No, okay. Jure reče. Na provokacije se ne odzivam. Okay, to je bil Čonč. Tako da, Kako ima pa ime? ne vem, res iskreno ne vem. Ne, Čonč, tako sem si napisal. Tako da, Plačuje? ne vem. Ne Ne vem, nič ne vem. A če bi Nimaš plačal, bi še rekel, ajde. Ja. To je kar fair odnos. v bistvu. Mislim, kdorkoli ki plača, jaz rečem, ajde. Ajde, ja, pol te lahko žalijo. Komot. Če plačajo, te lahko žalijo. To je moj poslovni model, človek. To je moj poslovni model. To je SP, sprejemanje želitev za denar. Iz tega denarja si Jaguarja kupil. Yes. Yes. Ej, eno vprašanje, napreden za res štartov, imam samo eno vprašanje. Kiro? Zdaj, ki si bil drugič na potepu z Leo, ne? Okay. Zelo lepo sem se imel. Si se imel lepo, zgledali je tako. Jaz sem malo preklikal, nisem vsega pogledal, malo sem preklikal, da ne bom izpadel tako. Ampak, lej, je pa potem nekdo na Discordu, ne, bom prav pogledal, kdo je bil to, da ne bom na pamet govoril, sicer sem si link tam dal. Dvojni v AAS, satelit, K, satelit. Poslušam za nazaj in v epizodi 69 omenita stran godlerima.kondome.si. Ker je ful dobra fora, nočeta povedati, kaj je na strani. Žal pa 5 let v prihodnosti ta stran ne obstaja. Je kakšen arhiv oziroma screenshot te strani? Zdaj tako. Jaz sem itak pokopil to šalo godlerima.kondome, se spomniš, so rekli, da je nočva več. Ja. Okay. Jaz sem pojakle hotel napisati, da ta stran nikoli ni obstajala, ampak me je nekdo prehitev, Flying Antelope, ne? In je dal link na archive.org te spletne strani. Kjer so slikane. Ja, kjer so slikane in je tudi ta mini video, ki ga je ta človek, ki je to naredil tam gor. A je to nekdo drug, ki je to stran naredil? Nekdo drug. In je že spet gor tisti video, ki je res smešen. Ko si ti bil, zato sem se na Leo spomnil, v njeni oddaji s tvojo prijateljico Anjo, ne poznam, ko se piše. To je bilo 10 let nazaj. Zelo dolgo nazaj, zdaj že to. Ja, si bil tam in imaš kondom napihnen v roki. To je bila naloga, ki so mi jo dali že. To je bila naloga. No. Če priješ k Jožetu Rubežniku, ti da un balon, ko ima noter k petardo, in pa si podajo tisti balon, Ja, brez veze. ja. Tle je bila pa naloga, Okay. da napihneš kondom z zrakom, Okay. kot balon. Ja. Okay. Zabavno. To so zabavne vsebine, človek. Ja. Kar je kle ključno je. Ja. Vi se nekaj pogovarjate o obsegu, ne, najbrž obsegu, vemo česa. Ja, tematika oddaje je bila erotična. Tako, se strinjam, to je vse res. Zdaj sam jaz si predstavljam, da ima tudi kakšnega poslušalca, ki nič ne ve o tem. Zdaj si lepo povzel, kaj se je v tej oddaji dogajalo. Vodila to oddajo je ta Lea. Ki je dela tudi po tebi z Leo. Tako. Bom dal tudi to v zapiske. Zdaj pa, če hočete, pejte v zapiske in je tam povezava do tega archive.org in boste videli ta posnetek, kjer Jure s napihnenih kondomom sedi zraven 2 punc in potem v ta kondom. To so zabavne vsebine, Anže. Čakaj, da povem do konca. In potem v ta kondom pač uide z rok, ne, in narediš neko tako gesto, kao, zelo casual. Hej, to skod, mislil sem, to sem hotel narediti. Hotel sem napihnen kondom spustiti z rok. To so zabavne vsebine, Anže. Ne vem, če moraš... Okay, jaz se strinjam s to taktiko. Če doskrat rečeš, postane resnično. Ne? Zdaj pa, če dovoliš, bom spustil intro opazovalnice. Bi bil že čas.
A se včasih presenetiš, ne vem, ti verjetno poslušaš svoje podcaste za nazaj? Kakšne? Ja, mislim, da si jih moram komentirati. Ne, govorim stare, ki so že zdavni bili objavljeni, kakšne te, ki si še sam bil. Verjetno si zavrtiš, daj. Hočeš reči aparatus pogovore? Ali... Aparatus pogovore. Recimo, ja, ne, res si ne, moram reči, da si ne. No. A bi mogel? Ne vem, a bi mogel. Ja, ne, tako, rad bi te vprašal, če doživiš kdaj ta občutek, da kje poslušaš svojega za nazaj in rečeš, pismo, to se je pa dobro postaral. Aha, ja. A to pa opozovalnici misliš, da se da reči? Ne pri skladbi, ki sem jo naredil, Ljubi me, zgubi se. Ker zdaj, ko jo slišim in tako, oh my Dobro, God. to je že enkrat od, tako je on, Žan Markič, ne? Ja, miks, ja. Ne, to je treba povedati, da kleje še Absolutno, dodatna ja. plast, ne, ni samo tvoj genij. Definitivno, v igri, ampak ne. rabiš pa akorde. Podlago pa rabiš, se strinjam. Ja. Pač temelj mora biti. Ja, ne moreš upremiti hiše, če si pri temeljih To je res. zasrav. Ja, Tako kot marsikdo v slovenski glasbi za Sirije. Pri temeljih. pri temeljih. Ja. Potem pa gradijo. Potem pa ne gradijo, grejo direkt na Eurosong. Ne gradijo že. Sam grejo. Ej, daj naprej gre, ker sem že pri glasbi, bom združil poziv za podporo, pa ena zelo fajn stvar, ki se je zgodila, no? To moram povedati. A se pravi, če ta podcast podprete, tisti, ki ga že podpirate, najlepša hvala, ker zaradi vas še vedno obstaja. Greste lahko na aparatus.si pošiljnica podpri ali pa podpri.si. Tam opozovalnico podprete, kaj dobite za to? Dobite par reči. Ena je, ko imamo naslednjič opozovalnico v živo pred publiko, prvi dobite mail s povezavo do nakupa vstopnic. Ne? Naslednja stvar, ki jo dobite v vsaki epizodi, ima mini dodatno epizodo, ki se ji reče Dopobarba in je najmanj vreden del tega paketa, da bom tako rekel. In kar dobite še, so pa posebne epizode. Obeta se kmalu še ena, do zdaj sva govorila o urah in pa posnela sva epizodo, kjer Jure Godler pove 10 ključnih klasičnih komadov, ki jih moraš slišati naprej na mrež. In Jure je potem naredil Spotify playlisto, potem sta pa dva poslušalca, dva satelita, ne, pa poslušaš, naredila še playlisto za YouTube Music, to je bil Anej, hvala Anej, in pa za Apple Music, to je bil pa Jernej. No. In sem jaz to dal v zapiske, tako da sateliti in obe satelitki, če greste do epizode 3 svetilniki, kot se imenuje ta epizoda v Dopobarba feedu, so zdaj, se pravi, playliste za Spotify, ki jo je Jure naredil, potem pa od Aneja YouTube Music in pa od Jerneja Apple Music. Če uporabite... Končno, ja. Ker ta Spotify, kaj je to, no? So že imela to Madonna. Kaj je to narobe? Sam se mi pa še nekaj pisaril, ne? Da ta spot, še nekaj si mi bil nervozen, da kvaj najdel, ampak v redu, ne samo Madonna. Ja. To sem hotel povedati, tako da hvala za podporo, dajte podpreti pa, dajte priporočiti ta podcast, ampak tako, dajte mu razložiti, kaj se spušča. Ne samo reči, hej, tole je pa dober, ker vsi vemo, da ni dober, pa da je weird. Jaz bi se eno korekcijo naredil. Ti si rekel, zaradi vas ta podcast, če je in tako, Ja. podporniki, hvala, podpornice. Ja, podpornici. Dvojina, Jure, dvojina. Slovenščina ima dvojina, uporabljajo. Obnašaš se, kot da lagodno živijo od opazovalnice. Dej reč, rabimo, na meji smo še, da je sploh še to. Ja. Da ne bojo dobili občutek, pa sej drugi plačujejo, sej. Moraš dati tisto občutek po tvoje, bi rekel, može da prođe, ne, komaj. Po tvoje. No. Znaš govoriti balkansko? No. To je ta jezik, balkanski esperanto, ali kako je že rekla Marta Kos, novopečena komisarka Evropske unije. A ja? Ja, tako dober joke je bil. No. Kao, da, če govori, ker ona bo komisarka za razširitev, in je rekla, da govori nek balkanski esperanto, kar se mi zdi res posrečen joke. No. Aha, sprav, ne govori, bolj tako kot jaz. Ne, govori, ona govori. Izobražen človek. Samo ona je rekla, da pač to govori, da govori neko mešanico vsega, tako sem jaz to razumel. Ker ja tudi jaz govorim, jaz ne vem. Se tudi jaz znam to, če bi no, dej, kaj pa? Če bi se mogel s carinikom... Voče, to sva se v prejšnji epizodi naučila. Ičiči. Nehaj s tem. Kam greste? Nehaj. To si isti joke si imel prejšnjič, nehaj. Yep. V glavnem, se pravi, opazovalnica komaj da še obstaja. To. Podprite aparatus.si, že spet, aparatus.si, Ja. pošiljnica podpri. Komaj še, to je še glih, da je.
Tako da, Na robu sva. če ne boste, Če nam ta denarja nehava. exactly, to smo to slišati. Ne pa, hvala vsem, ki podpirate, mi dva greva na obalo po snemanju, otroci so v varstvu, V Kempinski. greva najprej na golf, pa to. Ja. Pa na seminar, na delavnico. Na kjero? Na delavnico. Ja. No, lej, Peva naprej. Glavno. lej, Anže. Ja, povej. Dej nadaljuj s tistim, kar si mislil, ker to ni dobro. Okay, greva na. V bistvu sem dobila še eno oceno. Tako bom rekel, dobila sem eno oceno, ki pa je hkrati tudi vprašanje. Človek je ubil 2 muhi na en mah. Super. Sup 1, 2, 3 je nickname. Praznovanje 40. rojstnega dne je subject line, 5 zvezdic, seveda, drugače ne bereva. Pozdravljena, prosim za nasvet, poševnica mnenje, na kakšen način si video predstavljate, kje, kako bi praznoval 40. rojstni dan. Praznujem ga v juliju in povabljenih bi imel okoli 80 skupaj z otroci ljudi. Sprav, tudi otroci so del rojstnega dne. Ta obletnica je že za vama, kako sta vidva to preživela, praznovala. Upam, da dobim odgovor pred rojstnim dnevom. To je kar v redu, ker se je dogajalo, da pozabimo na te stvari, pa pol odgovarjava ljudem. Ja. Tako da hvala in bodite dobro. Lep pozdrav sup, najbrž. Se pravi, Jaz ne praznujem rojstnega dne. to me, tako bom rekel, to nikogar ne preseneča, Jure. Nikogar ne preseneča. Ne morem se veseliti nekaj, kar nisem imel arbitrarne posrednosti, posredovanja. Kaj to pomeni? Ja, kaj pomeni? Če bi, ne vem, če bi. Se pravi, za nek svoj doseg, se pravi, ti bi praznoval obletnico izdaja svoje prve knjige, zato ker si ti naredil to knjigo. Tako. Če bi, ne si vem, pa se pa sam rodil, samo rodil si se. Ja. Če bi mi uspelo zavzeti kakšno državo, bi rekel, obletnica je, ki si zavzel kot Napoleon, recimo. To bi rekel, ja, dajmo nas zdraviti, bi rekel. Tako. Ne pa, dajmo nas zdraviti. Zakaj? Ker sem se na današnji dan rodil. Nimam tega srca. Nimaš. Ne. Kaj pa zdaj, ko imaš to svojo punco, chat GPT? Kaj pa zdaj, da bi z njo praznoval? To je asistentka. Asistentka? Ja. Ok, v redu. Ampak mi pa lepe piše. Lepe. Zanj si proval, ni ratal. Mi je že žal, da sem omenil. Nisem mislil to. A si kdaj praznoval rojstne dneve? To me zanima. Dejansko nikoli. Nikoli? Ne. Dejansko nikoli, ker sem še bil tako jezen, da sem en. Na koga? Na mamo. Da te je rodila. Ne, to pač. Ker je, veš, mame, ko si otrok, pa torto pa povabijo in potem pridejo in potem moraš, vse ne boš, hvala, njej čestitite. Ne men. Jaz moram reči, da sem bil zelo podobnega mnenja dolg časa, zdaj pa nisem več. Zdaj pa dejansko rad praznujem. No, in sem rekel, da grem od doma. Mislim, ne, trajno, ker bi me zeblo po noč, ampak v gost. Gost. In sem res šel. In si v gozdu preživel kjer rojstne dneve? Ne, enkrat sem šel tako in me ni bilo, ker res sovražim. A ja, folk je bil povabljen? Ja. In si ti šel? Yes. Ker ne mar res. A te lahko objavim spet? Ne rabim tega, ker to mi je, tega res ne mar. Jaz sam pa zelo rad zaželim rojstni dan. Ali pa dam darilo pa to. Ja. Darila jaz tudi ne rad sprejemam, razen opazovalnice, te donacije. Ali pa čisti cash. To lahko, ampak to ne rabiš rojstnega dneva. Zato. Okay. Lahko mi daš anytime. Sam nočem zdaj, ker mi je groza čutim pri sebi do tebe. Sprav, koliko si bil star, ko si šel v gost, ko so bili povabljeni? Okrog 10. Sprav, 10 let. Po moje tam nekje. Povabljeni ljudje in te ni bilo. Ne. Star, to ni vredno. Jaz sem začel jokati. Ne, to ni. To je dejstvo. Pač, ni mi do tega. Kaj si počel v gozdu? Jaz sem pa veliko časa preživel v gozdu v življenju. Jaz sem pohodnik, prijatelj. Sprehajalec. Snowshoer, kot smo zvedeli. Tudi snowshoer. Mene narava kliče. Razveselju. Ne, kliče ne. Nisem gozdni človek zdaj. Ampak hodim okrog. Okay. In nisem praznoval 40-letnice. Sploh? Ne, ker se mi zdi znak šibkosti.
A Nino, Ne, to star. dajmo se malo dobiti, pa poveseliti moje starosti. Ne bomo se. Jaz sem bil zelo podobnega mnenja, res do pred kratkim. Okay. Do ene 4 leta nazaj. Dobro? Pa sem pa v bistvu in eno knjigo bral in dobil sem en ful dober nasvet, da je v bistvu zelo, da je dobro obeleževati kakšne te obletnice take. Ja. Zato, da narediš malo inventure pri sebi. In da je to pač zelo dobro dejne za dušo. In sem to nekako upošteval in se moram strinjati s tem. Kaj ima veze to z povabljenimi in združenimi in s praznovanjem? Zato, ker se nekaj zgodi. Razumeš, ne grejo stvari samo mimo, ne, ampak dejansko je kot da bi zastavca dal zemljo. Ne, okay. Veš, in je malo te refleksije, malo inventacije. Jaz to počnem vsak dan. Jaz vsak dan zjutraj. Ošo, ne, kaj pa imaš neko meditacijo, imaš mantro? Kaki, jaz s špeglom obrijem nag, tudi? Vsak dan opazujem tudi svoje telo, ker ne bi rad, veš kaj, tako opažam. Ja. To je najslabše. To je, da bi se ti zapustil. Ne, tega pa ne bom dopustil. To pa ne, tle pa se boriš. Jaz in vem, da se boriš. Veš kaj me fascinira? Gledam tako ljudi, recimo starost mojega očeta. In njegove sodobnike. Kako je to? Okrog 60. Okrog 60, 70 tam nekje. Ne. 60, smo pri 60. Ja. 60, ok. In gledam tako, imaš recimo tip moškega pri 60-ih, ja. Ki vidiš pač, da ni A, profesionalni športnik, okay. In B, ti je tako jasno, da se človek giblje in da se ni zapustil. Ja. Imaš pa človeka te starosti, ja. Kam pa vamp? Tega. Ti ne boš. Ne, jaz nikoli. To se te je malo zgodilo. Ne, ker. Raj boš šel na heroin. Raj. Če ne boš šel drugače, boš šel na heroin. Najmanj. V kombinaciji še s čim. Ej, fentanil. Zdaj te nekaj vprašam. Ja. A je podstat tega v glavnina per in ne gibanje? Je, ne? Ja. Zakaj se ti vamp naredi? Come on. Ja, se to ne gibanje. Jaz mislim, da per nima toliko veze s tem. Da per nima toliko veze s tem? Ne, jaz mislim, da per valjda ne pomaga, ampak se mi zdi, da jaz mislim, da je sam ne gibanje. Verjamem, jaz sem zdaj, ko sem oče postal, ker ni več toliko časa za šport, se soočam s temi težavami, ampak se borim. Poslušam tvoje nasvete in se borim proti temu. Ne. Ne, zdaj imam bolj, prej, ko sem basket igral, nisem imel tazga deadboda, ki ga imam zdaj, deadbod, to je zdaj moderno. Ne. To je in? To je zelo in. Čakaj, deadbot je kaj? A je to vamp ali ni vamp? Ne, ni vamp. Okay. Mal vampa je to. Aha, mal ne vampa. Full vampa, mal vampa, recimo. Ne, bi jaz to rekel. Ne, to ni. Ne, to je nedopustno. Dej, bodi, ne rabiš zdaj zgledati kot fotomodel s six-packom. Ja. Ne fitness health naslovke, tega nočemo. Daleč od tega. Kaj pa hočemo? Govorimo samo tako, da rečeš, lega, to je pa tip, ki se zadostno giblje. Ja. In ki po vsej verjetnosti vsak večer ne spije six-pack. Po moje je to. Ja, okay, ja, ampak ti moraš vsak dan... Ta ne lažme se ne strinjam, ti so druge težave. Jaz mislim, da ta alko, ja, mislim, vse v moderaciji, ne, veš, tudi športanje. Valjda vse v moderaciji, zato sem pa rekel, vsak dan six-pack ne spiješ. To, razumem. In vsak dan je fajn se opazovati. Kaj pa opazuješ? Mi je že žal, da sem vprašal. Odsotnost pojava trebuha pa jošk. To dvoje. Sprav, ne bi imel jošk. Heavens forbid. Okay. Živi do joške na moškem. Sam. Ja. Not a pleasant sight. To je body shaming. Old body, old pal. Ne, veš kako se to imenuje? Kako? Gimas... Oh, God, nekaj googlati. Ne, sama. Trenutek. Googla. Oh. Pa ni to, ampak, veš, dosti je tudi tukaj genetike, ne? Ginekomastija. Ok, v redu. Condition. Non-cancerous enlargement of one or both breasts in men due to growth of breast tissue as a result of hormone imbalance. Ja, hormoni ščitenca, to je lahko ščitenca, to star. Vidiš, eni imajo tako težave, pa so zato mogoče jih je malo več skap. Ja, ampak ta prva stvar, kar je pa našlo, je pa klinika, popravilo s posegom. Sam čakaj mal, če ti oni to, a ti pol... Prosim, ne. Ne, čak, če ti pol telovadiš, ja. Pa se ti začnejo
prsne mišice jačati, Ja. a pol ti kaj zmanjka kože, pa ne morejo. Ne, Pa je vse ok. tebe je strah, da boš Ne, tok na kvihtu, da daleč od bo tega. zmanjkal kože. To je. Daleč od tega. Koliko pa zdaj benčaš? Koliko benčaš? Ne benčam. Ne Ti pa benčaš. iskreno povem, pa Ja. boš mislil, Snov šuvaš in to je to. da se spet zafrkavam. Vedno se zafrkavaš. Edino, kar naredim, je zjutraj, Ja. ampak to res vsak dan, ker me pač pogreje, drugič zbudi. In zbudi. Ja. Prosim, brez seksualnih for zdaj. To niso seksualne fore. Okay. No in kva te pogreje? 5 serij. Lažeš, koliko serije, po pravici povej, koliko serije. 5 serij, Okay. po 30 sklec, pa po 20 leže zapiranja knjig. In to je trenutno za me dovolj, da ohranjam povprečno 100 sklec narediš vsak jutr. Ne morem verjeti, 4 do 5 krat na šestič imamo teden. že ta pogovor. Jaz ti ne verjamem tega. Jaz to delam že najmanj 15 let, prijatelj. Okay. Ker jaz imam občutek, glede na to, recimo včeraj pa predvčerajšnjem sem snemal Milijonarje. Ja, Imel sem med 4. pa med 10. popoldne, ja. med vsemi vdajami, ki smo jih posneli, sem imel 3 po 7 do 10 minut pauze. To je kar noro. Pa še drugače. to je bilo to, da sem šel kravato zamenjati, pa da sem šel malo vode spiti. Ostalo sem pa sedel, ko pišem roman, recimo, ko ne snemam, ko pišem oddajo. Ja. Jaz sedim, jaz glavnino sedim, jaz moram to delati. To se strinjam. To je s tem. minimum, kar lahko naredim. Ja, Pa grem pač na tistih 10 km, ko prijem domov. okay. Ne teka, Ja. ampak hoje pač. Hoje, ja. Si nehal teči. Leta so te dohitela. Torej. Ne, ampak ni mi več tako zabavno. Raje grem hoditi 30 km, kot 10 km teči. Razumem. Če grem že na te Okay. težke Ti praviš, da lahko peš prideš iz Trsta v Ljubljano. Ne, to kamar. Ni še nadvoza. Mislim, Ko bo? ko bo pa ja. Ko bo pa ja. Kaj pa ti delaš za svoje telo? Se gledaš kaj v špegu? To moram reči, da se ne, nimam cajta, se gleda do špegu. Jaz zjutraj nisem sam. Pa ne sramuješ se telesa, ne? Svojega, tudi če bi se pogledal. Ne, mislim, ko se pogledaš, ne rečeš, fakt sem se zapustil. Ne, to sem, ni več, se pravi, ni več, koliko je bilo, ki sem basket igral. Ja, je pa zadnje cajte bolj, ker sem začel nazaj športati. No, tako bom rekel. Aha, športati. Ja, To vmes športanje, nisem. kaj, Ja. to so vodene vadbe, kamate, pilates, s puncami. Ne, zumbo, ok. To je kardio, ne? Ritin zadnji, ne, kako je ti ritin, kako je že, veš, kaj je neki riti zadnjica, TNZ. Ni nek TNZ. Kaj že to povem? Ne spremljam tega. Napišite v opah, help to. Ja, obstaja neka. Ne, jaz imam tako poligone delam, mislim, tako je kar zajeban. Ja, ampak to je kardio, ne? Ne, imaš kardio in za moč, oboje. A ja, oboje. Koliko traja? 1 uro. 1 Ok. uro. 10-15 minut ogrevanja, pa 45 minut treninga. Zelo malo pauza je v resnici. tako da. Lej, eni smo pač taki, da se moramo vsak dan. Ja, Gledati jaz vsak dan špegel. delam vaje za hrbet, to pa moram, zavratno. Zavrat, ok. Ja. Ja, ker to, kar si rekel za rojsten dan, jaz pač delam vsak dan, se pogledam v ogledalo in gledam počasi, vztrajno, kako se spreminjam v legendo. Lahko neha zdaj. Ali lahko človeku odgovoriva? Ja, človeku bi zdaj glede na to, ne? Julija bo praznoval, Ja, 80 julija bo ljudi praznoval. s fracijo vred. 80 ljudi s froci, očitno je družinski človek, če ima Ja. povabljene prijatelje z otroki in tako Ja. naprej. Tako da ne vem, kje bo to verjetno, kakšen zemono, kakšen kempinski. Ne ve, ni povedal, s čim se ukvarja, kakšni budžeti so v igri, ker to igra vlogo. Lahko bi šel na bowling, razumeš? Kot nižji sloj. Nižji sloj. A ni nižji Kaj sloj? pa z bowlingom narobe? A ne gre v to pač, kako bi rekel, tem elegantno, redneck. A ni to taka? Ne, jaz mislim, da Fora. ne. Sem da je bowling čist ležit. Ali pa Wii bowling. Veš na Nintendo to, Wii bowling. Dobro, to je to doma. Pač, Ja. če Ne, jaz bi svetuješ- rekel, jaz sem 40, ko sicer, ker nimam te sreče, da bi imel julija rojsten dan, ki je lep vreme, ne, ker sem jesenski, bi vsem rekel, jaz bi imel nek orange piknik, to moraš biti na prostem. A Če ja, julija to- si na prostem. Ja, jaz mislim, To da je to. edin, kar se meni zdi še nižji od bowlinga. Ne, ker to je pa prav, to so pa tiste sindikalne žurke. V sred gozda. 80 ljudi, kje boš noter z 80 ljudmi, ni brez veze to. Greš nekam ven greš, ne, narediš piknik in to je to.
Ja, pa kakšen gradu je prostora za 80 ljudi. Te poročne destinacije, ne? Tam, kjer se ljudje poročajo. Moj rodni kraj. Brežice, tam je Viteška dvorana, prijatelji dragi. No, evo. Viteška dvorana. Koliko ljudi sprejme? 80 jih, ne? Ta dvorana jih sprejme. To je koncertna dvorana po Dolgovata. Salzburg. Ja. Takrat je bil Salzburg. Tam so izvajali mojo opero, preden sem šel v Salzburg. A res, ok. Resnično. Leta 2006 je bilo čisto polno. Orkester, solisti. Ja. Odmeva sicer. Ja. Tako da kakšne rock glasba tam not ne paše, pa tudi ne bojo pustili, ko lahko freske odpadajo. Ker to je poslikano. Ti sploh ne veš, ko Viteška dvorana v Brežicah. Ne, to je res ne vem. najbolj znana Viteška dvorana v... Kaj se pa Viteška reče? Zakaj se mi ne Viteška? Ja. A ti zgledam kot človek, ki gre na vodene oglede gradov, da mi bo je povedal, zakaj se pa to imenuje tako? Kdo je pa to so pa vitezi noter. Kje so pa srali? Ne zanimajo me te stvari. Ja, po mojem so jih kronali tam, oziroma... Tist, leva rama, desna rama. Knighthood. Yeah. To bi bilo zate, ne? Ne. OBE, ne? OBE bi pa imel. Ni nujno. Lahko je KBE. Kaj je KBE? Knight. Ja, seveda, pa ti... Kaj pa tist? Ogromen. Ne, order. Imaš komander, pa vse sorte imaš. Ja, ok. To je komander zate. CBE, Commander of the British Empire. Ja. To je pa vzel. Ja, za storitve na področju literature in povezovanje Slovenije in Anglije, Spencer, Novak. Povezovanje Slovenije in diplomatske, Anglije. V bistvu za diplomatske zasluge. A veš, to se pa dobro sliši. A ne, da se. Ja. Ti bi to vzel, a ne? Za diplomatske zasluge to bi dal pa na CV. To bi dal na CV. A pa bi ti bil Jure Godler, Vejca, CBE? Ja. Mislim pač. Prehiter si rekel, ja. A se ti ne zdi, ti bi se pa poznam jaz tebe, ti bi najraje videl, da Charles Spoka, ti bi najraje videl, da se podre Buckinghamska palača, pa da se tam naredi piknik plac za rojstne dneve. Ne, sploh ne. To sem se že pogovarjal. Jaz moram reči, zanj sem zvedel, da kao kraljeva družina, angleški vladi, v najem daje neke prostore za bolnice in od tega služijo. To je kar slabo, ta star. To je kar slabo. Oni celo Anglijo v najem dajo, kaj to ni jasno. A je to novica? Pa če je to njihovo? Od Boga dano? Ja. Od Boga dano? Škoda sam kolonij, ne? To so bili zmerti heroji, ki so jih mejte sami, pa šla pa v 3 krasne. Še vsaka. Ne vem, Indija se je kar pobrala, prijatelj. Vam je kaj žal? Idiot. Letos, z Evropsko unijo je pa podobno. Ja. Sam gre pa v 3 krasne, takrat, ko vstopijo v Evropsko unijo. Nekaj grejo ven. Je pa glih kontra. Kako pa zdaj na dolgi rok ti res na Brexit gledaš? To me pa iskreno zanima. Kako gledaš na Brexit? Meni se to zdaj res nora napaka, pač Velike Britanije, res nora napaka Velike Britanije. Ampak kako pa ti gledaš, zdaj je že skoraj let, ne več ali manj, že več je, ne, v bistvu. Koliko je zdaj že full dolg od Brexita? To je že Trump bil, ne? To je pa že kar nekaj let. To je že 5 let najbrž, ja. Zdaj je bil referendum. Ja. Takrat, ki bo Trump volitve, malo prej. Že pred ja. No, kako se ti zdi tako na dolgi rok? Zelo dobro. Ker se mi zdi, da Anglija ne gre nič slabš, kot jim je šlo prej. Da ne? Ne. Jaz sem pa videl dosti takih indicov, da jim kar gre slabšno. Kje, mladina.si, verjamem. Čeprav, veš kaj je? Veš kaj je problem? Ne, Nova 24 ur. Ne, kako je Nova 24? Nova 24 ur. Novi 24 ur. Kakšen je URL od Nove 24? Kakšen je, res? Res ne vem, Nova 24 URL je. Nova 24 tv.si so oni. No, evo. No, ja, vidiš. Ne zdi se mi, iskreno pa povedano, ne vem dovolj. Da bi ocenil. Ta skromnost, to je vedno, še vedno te je ostavil. Ampak resno ti povem, ne vem dovolj politike, ne vem, kaj se je zdaj v ustroju delovanja države kot take spremenilo, ko ni več v Evropski uniji. Razen to, da je tvoj favorit premijer, tako da. Starmer. Kakšen favorit? A si videl, da njega zapušča tudi neki? Kaj ga zapušča?
Ja, mal ga, kako se reče temu, intelektualne faculties ga zapuščajo. Ker recimo par klipov sem videl tako zadnje pol leta, ki je začel spominjati orang na Bidena. Recimo v enem klipu je rekel, ta je znamenit, ta je šel povsod okrog. Ker je rekel, we demand the release of all the sausages, the hostages, kaj je o Gazi govoril. Ne? Ja. Potem je imel eno okroglo mizo, ki je sodeloval o umetni inteligenci. To sem pa videl. Ja, ti mu je rekel prijatelj na Google-uju. Še kaj to reči. Pa ne moreš reči, ne more se ti zareči, da rečeš Google-uju. Okay. Upam, da smo pomagala z vprašanjem o rojstnem dnevu. In potem je nadaljeval, je rekel, da mu je nekdo povedal na Google-uju, da je umetna inteligenca kot kuhinjski nož. Lahko ješ večerjo z njim, ampak lahko se pa tudi nekdo štihne. In to je tako smrtno resno. Google-u. Na Google-uju. A to veš, da sem imel jaz, ker sem delal še moja zdaj rubrika Poševnica oddaja na Radiu Študent, ki zdaj že 10 let ne delam. Čakaj, kako? Kaj je s Poševnico? Tako se je imenovala oddaja? Ne, bila je v bistvu mini oddaja oziroma rubrika jutranjega, srednjega pa četrtega jutranjega programa na Radiu Študent. In sem imel, Google se je rekel, ne? Zjutraj? Zjutraj, v živo? V živo. Anže, v živo zjutraj. 10 let sem to delal. To je pa velik. Ja. Vsak dan, ponedeljka do petka. Ne. Sreda, prvo sem bil v četrtkovem, pa v sredinem pač. Enkrat na teden je bilo, ne? In to je bila tvoja zaposlitev, to je vse, kar si imel za naj. Ja. Ne. Ja, tako je grozno. Ne, pa naj rešim meni zaposlen, mogoče sta dva zaposlena, ni važno. In sem imel tam noter, ki je pa Bush razlagal, ne? Ja. Je bil ful dober quote, je bil the internet is a series of tubes, ne? Aha. Ne, to je rekel en senator, pa je bil pa Bush je pa rekel, and I like to use Google, I like to pull up maps in pa kao gleda po svetu. Tako da ja, take stvari, to. Ja, ampak on ni bil zapuščen. Dobar, mal je, to je bil slab dan imel. Ja. Mislim, jaz upam, da to res pomaga človeku, ki hoče 40. rojstni dan praznovati. Ne, jaz sem predlagal Viteško dvorano, po mojem imajo najem. Okay, jaz bi pa rekel piknik na odprtem, da se lahko froci igrajo, to je najboljši, nek žar. Pa evo, en konkreten nasvet imam. Ne nekdo drug žar fura, ne ga sam delati, ne da to bratrancu, bratu ali komorkoli zadelati ali pa sestri, najamte človeka, ki bo žar delal in to je to. In imaš rojsten dan in je rešen. Ženske ne kuhajo več to, kar so včasne. In je mogel je. Ne, pač vprašam te. Ja, vprašam. Veš kaj sovražim, ne? God, prosim ne. Ne. Prosim ne. Če smem. Ne vem, če smeš. Vse se strinjam z menoj, pa ne, sam ti. Še kdo? Ja. Kako ljudi se pa ne bo strinjal s tabo? Čakaj, tvoj. Ga ni. Ne. Okay. Slavojka Drahovičona se ne strinjala z menoj. Zakaj moramo kakšne stvari speljati v take perverzije, da jih potem izkoreninimo v celoti? Kot, naprimer. Zakaj smo mogli v preteklosti neko drugačnost tako zatirati zelo... Čak, to je pa zanimiv, progresivni vidiki, ok, zanimivo. Ja, to me zanima, zakaj smo, ne vem, istospolno usmerjene zmer tako zatirali, da zdaj ne smeš več nekaj čez njega reči istospolnega, tudi če je slab človek. To ni res! Ja, je. To ni res! Ima alibi. In isto. Ženska za kuhno, ženska kuhaj pa tih bod. A veš, in do česa je to pripelal, da ženske sploh več ne kuhajo. And that's not fair. Prosim. Jaz sem res... Ne vem, mogoče se ne strinjaš, no, jaz mislim, da se boš. Rekel si, da je kom drugmu in si tako, in si naštel same, dobro, rekel si sestri, da je sestri. Kaj pa ženi? Ona žena pekla žara na tvoj rojsten dan. Čak, seriously, ko se poročiš, ne, ti, ki si poročen, da mi povej, a še obstaja ta stari dogovor med moškim pa žensko, oziroma procedura, ko se vprašata drug druga, what do you bring to the table?
Ne, ta pogajanja se prej zgodijo, razumeš? Ko prije do same poroke, se je to. No, se to sem mislil, pač prej, kako se. Se ve, pa se to je v vsakem razmerju tako, ne? Se vidi, kdo kam, kaj, kje, kaj, kako. Ne? Ti sam tako daleč ne prideš v svojih razmerjih, da bi se sploh. Ne? Kaj? Pri tebi se mi zdi, da je tako, what do you bring to the table? Jaz se vsak dan gledam v ogledalo. In ne zapuščam svojega telesa. Enkrat sem videl en video meme. Yeah. Video meme si videl? Ja, pač tudi en klip. Čakaj, segment za mlade. Riz. En klip. Jaz ne, kjera serija je bila. Yeah. A je bilo celo Power Rangers. Ne vem, kjera serija je bila, ki je imela produkcijsko hišo DIC. Dik, ja. In na začetku tako so bili oblaki, Dic, pa se je napisal Dic, pa v ozadju je pa en dojenček rekel Tik. Ja. No, in je gor napisal bilo, when she asks, what do you bring to the table? Tik. Okay. Čeprav to aludira na majhnost, ne? Načeloma. Ne? Zdaj pa ni več smešno. Ne, razmišljam, iščem logiko, zakaj bi aludiralo na majhnost. Lovilo dik, ne? Je pa dik? Ne. Si to samo zavesten. To ti sam seboj razčist, ne z menoj tlele, pred vsemi poslušalkami, ker enkrat sem videl, čakaj, ni nekdo v Discord, ena ženska, nekdo je dal How to live with a huge penis. Ja. Pa si rekel, Tamara, mislim, da je to bila. Ja, ta knjiga ni zame. Ja. Narabiš. You've made your point, let's move on. A zate pa je ta knjiga. You've made your point, let's move on. Okay. Pejva na Opa Help, mislim, da je čas za Opa Help, ker dejansko mava, pa mava pa še en audio odziv. No, Glej, Opa Help sprašuje v italijanščini, oziroma pozdravje v italijanščini. Leave door. Buongiorno. Ja, to še jaz znam prijatelj. Jaz imam vprašanje za gospoda Godlerja. Per il signore Godler, to sem jaz. Me zanima, če odkar živi v Italiji, kaj več gleda italijansko televizijo in kakšno je njegovo mnenje. Imam pa še eno prošnjo, če bi si vzel čas in pogledal oddajo Amici. To je tisti šov, kjer mladi plešejo ali pojejo. Ne vem, če bi to. Na koncu pa eden vedno zmaga, veliko pevcev iz Amici, kasneje nastopa tudi na Sanremu, naprimer lanskoletna zmagovalka Angelina Bango. Zelo bi bila vesela, če bi si eno nedeljo ogledal oddajo in delil svoje mnenje. Ne vem, če ga še to ni prepričalo. Prejšnjič sta bila sodniki Riki Poveri, pa še Stink je nastopil, pa dosti punci plešajo. Ok. Sem vedel, da to prepričam. Ja. Grazie mille, Manuela. Lepo ja. ime. Meni so lepa italijanska ženska imena. Okay. Moška ne. Okay. Ženska so mi pa lepa. Dino. Dino. Ja. Enzo. Ne. Gianluigi. Gledam televizijo februarja. Silvio. Februarja. Ko je Sanremo. In to je to. Nasplošno pa moram reči, da ne preveč. Striše ne gledaš? Kakšni stri? Striša la noticija. Aha, ne. Ne gledaš? Ne. Sailor Moon, kaj pa Sailor Moon? Ne. Šne anime? Ne. Moram reči, da sem gledal, odkar je bil še Amadeus na raj, ker neki so se mogli... Ja, ker neki so se mogli skregati, kviz je bil... Oziroma, ne, 2 kviza. Redno sem gledal 2 kviza zadnji, ko bi rekel, pred več kot pol leta nazaj in od tiste točke do leta pa pol še nazaj. Okay. In več let. 2 kviza? 2 kviza sta bila, enega je vodil Flavio Nisina, imenoval se je... Flavio je dober ime, starimo. Ne, ta je dober. Ta. Flavio je ok. Flavio. L'Eredità. Okay. Kaj so počeli? To me zdaj zanima. To je bil izjemen kviz, sestavljen, ne vem, iz 10 panog. Okay. Kjer so tekmovalci tako v krogu na podoben način, kot so bili na Weakest Link. Okay. Ja. In potem seveda tudi izpadajo, jasno. Zelo, zelo dobra stvar. Potem pa on šel
pa mi pa ni bil všeč nov voditelj, pa nisem več gledal naprej. Pa gledal sem kviz tudi redno, ta je bil pa dejansko vsak večer na sporedu, tako po moje 365 epizod na leto, kar je pa vodil Amadeus. Ja, ta Amadeus, sem mislil, da okay, imenoval se je pa Afari tvoj, to je pa, mislim, da je podoben koncept, tiskal odpirajo škatle, pa si potem jih izmenjujejo. Dealer no deal, kao neki, pa lahko zamenjaš. Pa. Tako, na ta način, ampak je baziralo na škatle, so imele naslove italijanskih pokrajin. Okay. In je bilo tistih 20 škatel in so si potem menjali in so rekli, bi ti, ali ne bi, ali tisti. In potem so ostali dve, videl si že, koliko jih je šlo, koliko je bilo noter, koliko denarja je bilo v tisti, in to kar velik denarja je bilo tako, ne vem, po par 100.000 evrov. Pri tepe tudi v kvizu Lepo je biti bilionar, tudi full denarja, to smo se že večkrat pogovarjali. Ja, največ v vseh kvizih v Sloveniji. Koliko imamo drug kviz za te? Vem, da pri enem kvizu igrajo za bone za Lidl, tako da idemo naprej. Grazie mille, Manuela, bom si pogledal, zelo bi bila vesela, še kaj, ne, to je to. Audio odziv, si pripravljen na audio odziv? Dej. Ajde, audio odziv. Pozdravljena opazovalca, zaradi Anžetovega moledovanja pošiljam audio posnetek oziroma Opa Help audio vprašanje. Seveda sem malo več kot 40-letni mož, ki je zvest podpornik, se je dopobarba vredna vsakega evra oziroma vsakega centa. Kot ponosni Salzburžan se spomnim gospoda Godlerja iz osnovne šole. To vprašanje je tokrat zanj. Kako je bilo odraščati oziroma živeti v osnovni šoli? Se vemo, da je tam otrok vseh barv in oblik, kot človek, ki je pisal angleške scenarije v Ameriko, medtem ko smo ostali še v 7. in 8. razredu, mazali smrklje po stikalih in se igrali z avtomobilčki. Hvala za vajne vsebine. Če bi potrebovala kakšno zdravstveno pomoč, kot sta jo pri zaprtju, se ponovno priporočam. Lep pozdrav iz Malte, Klemen. Iz Malte? Iz Malte, človek. Zdaj, bova sam na hitro razložila. Človek je bil moj sošolc v osnovni šoli, očitno, ne? Ja. Sem razbral. Ja. In je vprašal, kako mi je bilo meni živeti v osnovni šoli Brežice in delovati tam, se udejstvovati izobraževalno. Dejstvo, da je on pobegnil na Malto, že zelo veliko pove. Ja. A nimaš nobenega lepega spomina na osnovno šolo? Čeprav je pa res, da smo danes vedeli, da si pri 10 letih šel v gost, raje, kot da bi se družil s svojimi prijatelji. Ja. Iskreno rečeno, nimam lepega spomina. Ne, sploh. Ne. To me še enkrat več ne preseneča. To je vse, kar vam zareč na to. Ne vem, kaj bi. Imam, ne vem, na tistih par, s katerimi sem se razumel. Ja. To je bilo obdobje, ko sem se veselil iti domov gledati Star Trek The Next Generation. Ja. Pa Deep Space Nine, pa Voyagerja. Ja. To so bili lepi časi, osnovna šola, sama po sebi ne. Okay. Pa to so bili časi, ne vem, ko smo Game Boy imeli, ki je bil takrat. Jaz sem ga imel. The height of technology. Ja, ja. To je bilo takrat, to so bili lepi spomini na tiste čase. Ampak da bi pa tiste sošolce gledal v kombinaciji z rojstnodnevno torto. Ne, sem hotel bolj reči s katastrofalnim izobraževalnim sistemom slovenskim. A je že to pa, ne vem, no. Vem, da smo imeli gospodinjstvo. Ja, to je, ja. Gospodinjstvo. Predmet je bil gospodinjstvo. Ja, učiteljica rezala korene. Ja, to je. To se spomnim. To je vse, kar se je delalo pri gospodinjstvu. Ja. Rezal se je korenje. Ja. Imaš prav. Zakaj pa ni predmeta finančno opismenjevanje? To recimo... Najbrž kmalu bo, nažalost. Ja, ja. Hvala. Prosim, ne. Prosim, ne otrokom v osnovni šoli s položnicami težiti. To je moje mnenje. Dej jim, kaj bojo vedeli, kaj jih čaka. Ne bojo šokirani. Pa da se jim razloži DDV. Če mislijo, da bojo sam še ta letnik, sam še to šolo naredil, pa bo življenje lepše. Bo. Misliš, da v Angliji jim razložijo DDV?
Pa Brexit, recimo. Pa kako pa Mislim, da tam veš, da je Royal Grant, ki ga moraš plačevati, ker če ne. Royal na skrižju. Family ne preživi. Ja. Res nimajo. Ja. Res nimajo. Ja, od kje bo imel? A spremljaš kaj se trenutno dogaja z princem Andrewom? Ne. Tam ima pa afero na afero. Mislim, problem na problem. Ja, taki kitajski špijun. Ja. To je tako smešno. Tam ima problem na problem. Mislim, da ta kitajski vohun je najmanjši njegov problem. Bodo iskreni. Dobro. Ta tip je res mal bebav. No. Ja, milo rečeno. Ja. Ne more se ti to dogajati, življenje. Mislim, ne moreš. Ja. Ne moreš tako delati. Na otok z newyorškim financerjem. Ja, no, to pa ni bil edini, ne. Ja, Čak, po moje bo tako, v roku enega leta bojo prišli eni dokumenti, ki bojo spet popolnoma terraformirali medijsko krajino. No, me prav zanima, če bo kakšen tvoj heroj in idol vmes. Kakšen regulator. Kakšen regulator. Ko si pa ti tam delal? A ni Stephen Hawking bil tam? To sem že jaz bil šokiran, ampak sem rekel, lej, bolanje. Prosim, nekaj dost. Ne, nekaj govart. Koliko so njem dali zaživeti? Pa je preživel full dolg. Ja, on je res dolg živel, ja. Se je bil dober fizik. A je bil? Veš, kaj priporočam? Ja. Knjiga je, ki je napisal Leonard Susskind, odlično. Njegova bitka z Stephenom Hawkingom glede črnih lukenj pa tega. Lepo uriše, kako se je razvijala ta teorija Hawkingovega sevanja, Hawkingove radiation. Jaz sem dobil vprašanje od mojih otrok o črni luknji. Neverjetno. Res. In? Nisem znal nič reči. Nič nisem znal reči. A je črna, dobivamo vprašanje. To je... A nisem bil ti na maturi fizike? Sem imel, se to znam. To je tako, kot bi rekel, na maturi sem imel angleščino, pa ne vem, kaj pomeni how do you do. To je nekaj tasga. Kaj ste pa imeli pri tisti fiziki? Ne vem več. F je M krat A. Dobro. To je tudi nekaj, ne najprej to razlož. Pa pol počas naprej. Ne, dobil sem pač tako vprašanje, ker sem rekel, da črna luknja načeloma tudi svetlobo ukrivi in da res posrka vse, črna luknja, Ja, moraš povedati, kaj je črna luknja? No, kaj je črna luknja? No, ajde, da bom imel odgovor za naslednjič. Kaj je črna luknja? Ajde, doktor. Črna luknja je pojav, kjer je prostor, ker moraš poznati osnove splošne teorije relativnosti, ki je teorija gravitacije. To je Einstein. Tako. Ampak to več ni moderna fizika, to je že klasična fizika zdaj. In to je pojav, ko je ta ukrivljenost tako močna, da ne pride pa več nič ven. Ja. In potem so tam zanimive stvari se začnejo dogajati. No, in pa jaz dobil vprašanje, a tudi ogenj. Aha. In pa jaz rečem tudi ogenj. V bistvu vse. Vse, ja. Drugač imaš pa na YouTubeu zelo zanimive videe, ki ti, mislim, eni so celo od nase, ki ti simulira, kako bi bilo, kaj bi videl, če bi šel recimo v črno luknjo, ker črna luknja ima takšno ukrivljenost, a si videl Interstellar? Ja, videl sem Kjer Interstellar. se svetloba, kjer ti vidiš v bistvu, zaradi ukrivljenosti vidiš ta pas teh stvari, ki se naberejo v tem tako imenovanem horizontu okrog. Event Horizon. Vidiš upognjenega... Česa ne znam, Jure. Od zadnje strani. Zato je takšne oblike, da in ti kaže, kako je, če bi šel noter. Tole pokaži otrokom. In je pa še zelo veliko videov, ki ti pa prikazujejo, kako bi pa ti videl en predmet, če bi se gibal. Samo v bistvu bi mal začel bledeti, pa je pa počasi zginil. In ga ni več. Ne. In ne bi prišel ven. Ampak to z Suskindom sta imela pa kreganje okrog tega. Aha. Kaj je zdaj sevanje? A se informacija res zgubi v celoti, če izpareva črna luknja? Ne? Izpareva? Ja. No, to nisem vedel. Okay. Ja. Najbližja črna luknja Zemlji je... V Velenju. Če ti ne veš, da si na leto na panču, stari, jaz bom vse naredil. Imam cifro težkija. Ni treba. Sam pokličem ga. Ni treba. Pa boš opening act. Ti pa Jimmy Carr. In to je pa tak line-up, ki bi šel pa še jaz gledat. Anže Tomič,
Headliner Jimmy Carr. Yes. To je to. Ne, kontra. A kontra, On bo Jimmy ogrel. Carr je. Ja, on bo ogrel. Ogrel ima publiko za Žeda Tomiča. Ja, ti boš prišel pa gor in boš povedal joke. Lej, če dobiva enkrat neko magično mejo, lahko določiva satelitov, ne, grem na en open mic. Evo, A to je še pri nas? Ja, imajo Kje? open mic. Pa tako krož malo po enem par lokalih v Ljubljani sem videl. To je za ston, ne? Ja, Ja, sem kaj, šel to gledati. če bi šel jaz gor, mislim. Jaz sem bil v Comedy Store 2008 Ja. na Open Micu enkrat in to je bilo tako dejansko, da so prišli klošari iz ulice, se tam neki praskat, pa, ko bi rekel, ekshibicionirati, pa slačiti, pa neki masturbirati pred mikrofon. In mi je bilo tako, sem rekel, ja, tle smo zdaj. Tako da ne vem, no. Open mic je res open mic, lahko vsak pride povedati, kaj hoče. Ja, To pa ni, upaš na najboljši. to ni dober koncept. To je tako kot volitve. Okay, ne bom več tega. Zdaj gre pa počasi v dopo barbo, se temu reče. Če dovoliš, ne, bi še enkrat pozval ljudi, da lahko podprejo, ker, kot je Jure rekel, ta podcast komaj da še obstaja. To je, Zadnji izdihljaji, če ne boste dali denarja. to je zadnje, kar še lahko. Tako, tako da to je to. Zdaj se bo seveda zgodil intro za dopo barbo in to bo tole. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. Evo, dopo barba. Anže. Ja, ne. Tle smo malo bližje mikrofonom, znam. Dopo barbo. Zato pomaramo. Povej, če se bereš.